da nas čaka en zelo tak zanimiv sklop. Moj se začne s tematiko etnološko in sicer o učiteljih in etnološki dediščini bomo govorili. Predstavljati pa bom nekaj izbranih primerov delovanja učiteljev v Beli krajini. Če se povrnemo v pojmovanje učiteljskega poklica, za kar mislim, da danes morda kdaj manjka taka misel, kot je bila ta konec 19. stoletja, lep in vzvišen je naš stan, biti vzgojitelj in učitelj naroda, postavljati mu temelje, prihodne sreče in blaginje. Torej, učitelj, če se poskušamo vrniti v to obdobje, konec 19. začetek 20. stoletja, se je zavedal tega pomena, ki ga je imel kot res vzgojitelj, preporoditelj in tisti, ki je nekako tudi skrbel za narod. Širina delovanja učitelja v tem obdobju je bila seveda zelo velika, ni učil samo računati, pisati, brati, kar je pa seveda osnova njegove dejavnosti, pač pa je zelo veliko deloval na raznih gospodarskih področjih, na društvenem področju ustanavljali so učitelji mnoga društva, med njimi je veliko ustanoviteljev gasilskih društev in mnogih drugih, in seveda na širokem kulturnem področju. Nekaj primerov sodelovanja učiteljev pri zbiranju narodnega blaga. Narodno blago je izraz, ki so ga takrat zelo pogosto uporabljali. V širšem slovenskem merilu seveda ne moremo mimo Karla Štreklja in njegovih zbirk slovenskih narodnih pesmi. Kaj je pri tem zelo zanimivo? To, da so sodelovali pri tej zbirki številni učitelji. To je seveda razumljivo, bili so eni izmed redkih izobražencev v kraju in so zbiralci, zapisovalci etnološke dediščine jasno obrnili na te ljudi in učitelji so imeli eno pomembnejši vzrok. Veliko bomo v teh dneh slišali o Vinku Möderndorferju, ki je bil tukaj doma in je zbiral in širil koroško narodno blago in njegovo pomembno delo verovanja v vere in običaji Slovencev spet priča, da je sodeloval z mnogimi učitelji po celotnem slovenskem območju. Učitelje so v tem obdobju premeščali z dekreti na različne konce Slovenije. Tako so se marsikdo pač se znašel v Beli krajini. Vsi vemo, vsi, ki smo tukaj, kje leži Bela krajina, čisto tamle na jugovzhodu Slovenije, mejna dežela s sosednjo Hrvaško in ta geografska lega in vsi ti zgodovinski tokovi so vplivali na zelo samosvojo etnološko podobo. Tako so učitelji, ko so prišli v nov kraj, zelo hitro opazili te razlike in ne samo, da so opazili razlike, želeli so te vrednote, ki so jih opazili, na nek način zabeležiti, ohraniti, opozoriti ljudi na to. No in izbrala sem 7, če je tak en pravlični dan, da nazune, pa naj bo še pravlično število 7, primerov učiteljev, ki so delovali v Beli krajini in so se zelo aktivno ukvarjali tudi z ohranjanjem narodopisne dediščine. Prvi, ki sega, seveda, kot vidite, že v prvo obdobje 19. stoletja, v prvo polovico 19. stoletja je bil Bernard Tomšič, učitelj v Vinici. Kot učitelj je prišel 1836. leta in že čez 2 leti objavil prve zapise o običajih. Uporabljamo izraz običaji, ker je striktno uporabljena ta formulacija in tudi še danes v Beli krajini zelo redko uporabljajo izraz šege in navade, kljub temu, da širša etnološka stroka nekako te termine uporablja, ker je to pač v besednem zakladu njim bližje v Beli krajini. No, torej, že čez 2 leti je objavil prve zapise o običaji Vinici in te so res čudoviti, temeljiti, tamle so našteti 4 najpomembnejši Vinica na Dolenjskem in njeni prebivalci.
opis kresne noči oziroma praznik na predvečer svetega Janeza Krstnika, opis želitovanskih običajev in opis pogrebnih običajev. No, to svojo skrb za dediščino je prenesel tudi na sinova, ki sta bila velika prosvetna delavca, pisatelja, urednika Ivana in Ljudevita Tomšiča. Tukaj imamo na sliki sina Ivana Tomšiča, ki je bil tudi urednik in ustanovitelj vrtca, enega prvih mladinskih časopisov, ki je izhajal v drugi polovici 19. stoletja in je tudi objavljal razne etnološke ali narodopisne zadeve, tudi v tem časopisu. No, med drugim je pa zelo podrobno leta 1854 opisal tudi jurjevske običaje. Morda velja omeniti še to, da je bil Bernard Tomšič prvi, ki je zapisano izrazil izraz beli krajnci, kot vidite, beli krajnci, leta 1840. Potem se dotaknimo Ivana Štruklja s psevdonimom Hribski, ki je preživel samo 1 leto v Beli krajini na službeni dolžnosti, vendar je to leto doživel tako intenzivno, da mu je pustilo tak pečat, da je potem kasneje zapisal spomine. Očitno si je pač sproti delal zapiske, dnevniške zapiske in te spomini na šolo v Preloki, tukaj je na fotografiji šola, so čudovit opis tako pokrajine, osebnosti, navad, običajev, prehrane, obleke, teh stikov s prebivalci sosedno Hrvaško. Naj omenim recimo med običaji zelo tak simpatičen opis pustnih balov, ki se jih je udeležil. Šel je pač po prigovarjanju drugih učiteljev na pustni bal, ki so ga priredili v Vinici na ta ples. No in plesali so kolo, polštartanc in kako simpatično piše, seveda takrat je bil mlad, prvo delovno mesto je bilo, da je neka mladenka, Lokranjica, dala pred njega polštar in je moral poklekniti in jo poljubiti in prav v teh spominih piše, kako mu je bilo nerodno in kar nekam tam na čelo sem mi pustil tisti poljub. In potem so peli naprej sad se vidi, sad se zna, ko in koga rad ima, ampak on komentira to seveda z moje strani, to ni bilo res. Torej, kako živo doživeto je to doživljal Belo krajino in te običaje, življenje tukaj, s katerim se je pač prvič srečal in kot vidite v tistem zelenkastem okvirčku, sprva se mi je zdelo, da sem prišel na drugi svet. Vse je bilo drugače, kot tam na severni strani Gorjancev, med črnimi kranci, tako da se imenujejo v Beli krajini. Vse mi je bilo novo, zato tudi zanimivo. No, pa da ne bomo samo pri moških učiteljih, pa si oglejmo delo, zelo pomembno delo učiteljice Leopoldine Bavdek ali Poltke Bavdkove, ki je poučevala na Vinici, kar 36 let je delala tam. In kot sem tam zapisala, morda pa jo je začarala kresna noč, da se je res tako intenzivno posvetila zbiranju tako običajev, navad, kot predvsem vezenin z tega območja. Zakaj pravim, da je začarala kresna noč? Najbrž poznate to navado kresnic, ki na kresno noč so takrat hodile od hiše do hiše, celo noč, skupina deklet v belo oblečene, zakritim delno obrazom, da se jih ni preveč videlo, z spremljevalcem, da so s tem imeli neko magično moč in celo noč pele od hiše do hiše in pesem se ni smela prekiniti. Torej je imela neko čarobno moč in kot je tudi v spominih zapisala Poltka Bavdkova, zelo lepo piše, da so se vrstile kot roji večernih hlib, bele postave po 4x4, svojim vodjo od hiše do hiše in vso noč so valovali po ozračju otožni akordi, Bog daj dobro leto.
Torej, ta prva noč, ki jo je preživela, je očitno imela tudi nek dodaten, zelo močan element, da se je potem ukvarjala z zbiranjem etnološke dediščine. Je pa zapisovala, poleg veselin, ki jih je res zbirala, zapisovala tudi šege in navade. In kot smo že prej omenili Vinka Medenborterja, za njegovo zbirko Verovanj, ver in običajev Slovencev je prispevala, ko vidite, kar 154 primerov iz viniškega oziroma belokranjskega območja. Pomembno je bilo tudi njegovo delo pri prazničnem letu Slovencev, ki je nekako biblija vseh etnologov Nika Kureta, pa seveda vsi drugi folkloristi, etnologi, Marold, Albert Sič in vsi tisti, ki so v tistem obdobju aktivno delovali, so zelo cenili njen trud in njeno delo. Ustvarila pa je izjemno bogato zbirko izdelkov belokranjskih veselin, velik del te zbirke je v Belokranjskem muzeju, seveda pa je nekaj prišlo tudi zasebno. Ampak da ne bomo govorili samo tako na širše, kako so pa ti učitelji vplivali in prenašali te izkušnje, ki so jih videli, da je potrebno ohranjati etnološko dediščino v šole, prav v šolski sistem, v pouk. Tukaj je čudovit primer, kako je to znala narediti Poljka Vautkova, kjer je zapisala v učiteljskem tovarišu 1910. leta poziv iz Bele krajine, vidite, ne bom brala, kjer opozarja na to, da je tukaj še veliko gradiva, da ga je opazila. In še nekaj, kar mi je pa zelo ljubo, kar lahko zelo primerjamo z današnjimi potrebami, z današnjo dediščino, torej, da same na sebi narodna zakladnica, tudi razni izdelki, niso dovolj sami po sebi, pač pa jih je treba nekako preusmeriti v to, da so tudi v sodobnem času, recimo v tistem času, koristni. In ona je znala to narediti tako, da so z vezeninami okrasili pri pouku ročnih del, šolske torbice in taki motivi šolskih torbic se nekako v kulturi, v dediščini še vedno ohranijo. Ni pa se zaprla samo v svet v Beli krajini, pač pa je šlo to sodelovanje zelo na široko. Tudi v evropske okvire vidimo, da je sodelovala z Evgenijo Linjovo, prvo etnologinjo, folkloristko, ki je snemala prve zvočne zapise pri nas in je sodelovala tudi s Poljko Vautkovo in sta naredili prve zapise na tem območju. Zapisala sem pa tudi tukaj še, se mi je zdelo primerno, da je mogoče pa le tudi oblast opazila to pomembno delo pri ohranjanju dediščine, da je dobila posebno zahvalo za tudi to svoje področje delovanja. Zelo aktivno je sodelovala z Božom Račičem, učiteljem in etnografom. Božo Račič je pa zapustil v Beli krajini res neizbrisen pečat, ne glede na to, da je pravzaprav poučeval aktivno samo 6 let, od leta 19 do 25, ko je potem prevzel mesto ravnatelja Državnega osrednjega zavoda za žensko domačo obrt. Vidimo ga tukaj z družino na lepem posnetku pred šolo Vadlešiči. Res je izjemno veliko prispeval za ohranjanje, zapisovanje in trženje etnološke dediščine tega območja. Primerek sem dala zapis iz Zlate knjige šole Vadlešičih. Mi v muzeju, kjer sem pač v službi, imamo več primerkov zlatih knjig. Ampak Božo Račič je prvi, kjer je nekako z ornamentiko okrasil ta zapis, kdo so pač najboljši učenci v tem letu, ko je učil. Prav tako vidite že razglednico, ki jo je poslal iz Adlešičev, da so nekako usmerjeni v neke izdelke, ročne izdelke, ki so jih izdelovali. Predvsem pa želim poudariti to, da je bil tisti, ki je poskrbel za to, da so belokranjske pisanice recimo prišle najprej na tržišče v Domlju, v Ljubljano, da je njeno platno, ki so ga izdelovali ljudje tam, prišlo v Ljubljano z možnostjo prodaje in da je videl, da na tem področju
skromnem, vendar zelo pomembnem, torej narodne dediščine, ljudskega blaga, da se da tudi nekaj skromno prispevati k domačemu gospodinstvu oziroma gospodarstvu. Naj na to samo še omenim Albina Čebularja, ki je bil človek več talentov, od tega, da je bil pesnik, tudi likovnik in tako naprej, in učitelj. Spremljal je šolske razstave po Beli krajini in predvsem poudarjal ta narodno motiviko pomen tega zbiranja. Predvsem je pa znana njegova torbica belokranjskih palčkov, torej zbirka pesmi, otroških igric, pregovorov in tako naprej. No, na to se je s to dediščino ukvarjal tudi Lojze Zupanc, kot sicer širše poznan kot pesnik, pisatelj, publicist. Že leta 1932 je objavil, ko je deloval v Beli krajini kot učitelj belokranjske pripovedke in potem tudi kasneje. Mi je pa tukaj, bi pa rada omenila eno zgodbico, kako ni samo vse enostavno v tem zapisovanju gradiva. Namreč, ko so se pogovarjali z ljudmi, so rekli, da je učencem dan za nalogo, da morajo prinesti neko pripovedko, pa eni so se pač zmislili, ker je moral narediti otrok domačo nalogo, koliko je bil potem kritičen oziroma koliko je preveril, je pa seveda spet druga zgodba. Draga Vončina, tale fotografija vam je znana, se je pač glavni moto našega zborovanja, tudi učitelj, romanist in potem kasneje honorarni sodelavec našega muzeja, ki pa je imel zelo veliko pomembno nalogo v tem, da je izdal tako imenovano domoznansko snov Bele krajine, kjer je spodbudil učitelje, da so zbrali različno gradivo od zgodovinskih, naravnih znamenitosti, etnoloških opisov, ki so služili kot priročnik za učiteljev, ko pridejo v neki kraj. In tukaj je bogata dediščina. No in da sklenemo, torej omenili smo, da so bili učitelji zelo pomembni, redki izobraženci v manjših krajih v tem obdobju in da je poleg njihovega rednega šolskega dela zelo pomembna tudi ta dejavnost pri društvenem in kulturnem razvoju in zelo veliko tudi pri ohranjanju etnološke dediščine. Ne glede, da se seveda, kot sem samo nakazala, pri tem porajajo razna vprašanja, da po naših sedanjih strokovnih merilih morda vsega niso delali tako, kot bi morali, da so tudi sodili, kot je recimo Tomšič leta 1840 v opisu pogrebov rekel, da so pač to neumnosti, ki jih še ni dalo doslej iztrebiti. Torej, vrsto vprašanj o interpretaciji dediščine se ponuja, vendar se mi zdi, da je pač neprecenljivo to delo, ki so ga učitelji naredili pri ohranjanju etnološke dediščine in bi jaz nekako s tem referatom pozvala, da se tudi to področje delovanja nekoliko bolj razišče in da večji poudarek temu. Hvala lepa.